Ni se išlo po vaših pričakovanjih, kako ste sami doživeli to tekmo? Ja, prvi polčas, jaz mislim, da smo zelo dobro odigrali, smo bili tudi boljši nasprotnik. V drugem polčasu nam je pa malo zmanjkalo energije in na koncu smo naredili dva, jaz mislim, neumna favla za rdeč karton. In ne vem, malo nam je zmanjkalo, ampak tudi če bi zmagali, nažalost ne bi šli naprej. Ja, razočaranje je, ampak mislim, da smo se vse tri tekme borili, tako da mislim, da je to glavno, ne. Pa še enkrat zahvala navijačem, ki so se spet zbrali v takem velikem številu. Splošna ocena je seveda ni ravno najboljša, kajti nismo rezultatsko bili uspešni. Dali smo se od sebe na vseh tekmah in nažalost je bilo to premalo. Netežni nasprotnik je za mene bil, vsi so bili izjemno težki, morda smo proti Nizozemcem smo po mojem mnenju najslabše igrali. To je bila prva tekma, nismo pričakovali tega svojega ritma. Kako si doživel zadetek ob taki množici navijačev? Kakšni občutki so te takrat prelili? Ja, občutki so bili fenomenalni, adrenalin je bil poln mene. Ne vem, to nas je tudi dvignalo malo in zaradi tega smo mogoče bili tudi boljši in imeli smo tudi dosti šans, da zabijemo še kakšen gol, ampak nažalost ni bilo sreče. Mi želimo igrati, želimo, da se fantje razvijajo, kajti na takih tekmah je priložnost, da fantje občutijo, kaj je to evropski nogomet, kaj je to evropski nivo, ki bo zelo potreben seveda v njihovih nadaljnjih karierah in jaz verjamem, da je bila to sigurno za njih ena pozitivna izkušnja. A prav gotovo si po vsakem porazu je vsak športnik razočaran in ko bomo prespali, ko bomo vse skupaj analizirali, bo prav gotovo lažje in jaz upam, da se bojo čim prej dvignili glave in da bojo sposobni nadaljevati začrtano delo, ki so ga začeli, kajti vemo, da čez noč se ne da narediti nič in da je to le njihov etapni cilj v njihovih karierah in prav gotovo verjamem, da se bomo še srečevali na velikih tekmovanjih. To je zelo velika izkušnja, da se lahko pač primerja z najboljšimi v svoji kategoriji v Evropi. Zdaj vemo, kakšen je tempo na tem nivoju in vse in to nam bo sam pomaga za naprej. Sigurno nam manjka hitrost pri podajah, agresivnost in pa taktika je tudi tukaj zelo na višjem nivoju. Da smo imeli ta privilegij, da smo igrali na domačih tleh, naslednjič to verjetno se ne bo zgodilo. Bomo pač morali skozi kvalifikacijo, kateri bomo dali spet naš maksimum. Mislim, da nam je na tem prvenstvu tudi sreča malce obrnila hrbet in nismo izkoristili naše priložnosti, nasprotniki pa so zabijali iz praktično ničesar. Videli smo, da je tempo dosti večji, kot smo ga mi pričakovali, dosti večji kot tale tempo, ki ga mi igramo v slovenskih ligah in to je le dobra izkušnja za nas. Prav gotovo ima vsak igralec, ki je nastopil na tem evropskem prvenstvu, tako v naši reprezentanci kot v drugih reprezentancah, nek talent. Res pa je, da bo potrebno veliko dela, veliko odrekanja, veliko samodiscipline in pa bodo pošteni tudi športne sreče, da se razvije do te mere, da lahko postane vrhunski nogometaš oziroma reprezentant svoje države. Na koncu, če pogledamo razpredelnico, ste zadnji v skupini, je to tista realna slika trenutno med vami in pa ostalimi reprezentancami v tej kategoriji? Ne, to ni realna, zaradi tega, ker mi smo sposobni več. Na prvi tekmi, ne vem kaj, smo imeli malo treme, lahko bi odigrali boljš, smo zmožni več. Ja, vsi pogrešamo hitre igralce, to je normalno, žal nam generalno na naših področjih manjka, bomo rekli, teh raket, ki jih žal druge reprezentance imajo, vendar to poskušamo kompenzirati na druge načine. Res je, da je v Sloveniji, ker je baza majhna, je zelo težko iz enega samega letnika dobiti tako kvalitetno reprezentanco, da potem je lahko konkurenčna drugim. Vidimo pa, naprimer, da smo z reprezentancami U19, kjer že lahko sestavimo dva letnika skupaj, kajti tam telesni razvoj ni več tako očiten in lahko fantje, ki so eno leto mlajši, uspešno parirajo tudi starejšim, so pa že naše reprezentance dosti konkurenčne in jaz verjamem, da bomo v bodoče tudi še sestavili kakšno dobro reprezentanco. Na vseh teh tekmah je tudi ogromno skavtov. Kako fantje doživljate, o tem se pogovarjate, kaj o tem, je to še dodatno breme? Ja, ne, to ni breme, ne razmišljamo o tem. Prvo smo razmišljali tekmo po tekmi in to, da so skavti, to je za nas boljše, ne pa za celo ekipo in seveda smo igrali brez da bi razmišljali o tem. Zdaj se hoče vsi fantje se hočemo dokazati
da bi enkrat lahko zaigrali v tujini, ampak noben pa pač ne pretirava v tem in gremo postopoma, pa bomo pa videli, kako v to v prihodnosti. Zdaj reči, da si zadnji v skupini, to tako ne. Zdaj, vse reprezentance, ki so tukaj, to je 7 najboljših reprezentanc ta trenutek v Evropi. In praktično vsaka 6. reprezentanca nastopa na Evropskem prvenstvu, to se pravi, da je nivo zelo visok. In težko je zdaj oceniti našo bazo, 40-milijonsko bazo Nemčije ali pa z 35 tisoč registriranimi igralci, ki jih imajo Nemci samo v kadetski ligi. Vendar jaz verjamem, da smo mi za naprej dosegli, pravzaprav bomo odnesli nek pečat, kaj je potrebno oziroma kje smo še cepljamo za nogometno razvitimi državami in upam, da nam bo potem v bodoče tudi uspelo, čeprav moramo vedeti, da to ni proces, ki se ga spremeni v enem letu, to je proces, ki traja in nekateri fantje se razvijajo prej, nekateri kasneje in jaz upam, da bomo v tem tudi uspešni. Fantom čestitam za željo, za požrtvovalnost, za borbenost. Na trenutke so odigrali to, kot so sposobni in žal nismo pa sposobni ponavljati tega in to je naloga, da za bodoče popravimo.